Dober dan, želim. Predsednik mi je namignil, da je na njegovi uri 11. Lep pozdrav v imenu Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije. Tik pred to 11. uro ste že zaznali sporočilo, da bomo novinarsko konferenco tudi snemali. Če kdo se ne želi pojaviti na posnetku, preprosto izklopi kamero. Prosim vas, da tisti, ki ne boste govorili, imate izklopljene mikrofone, da ne bi motili konference. Konferenca je sklicana ob mednarodnem dnevu redkih bolezni. Jaz bi uvodoma rad povedal, da imamo v Sloveniji seveda kar nekaj društev, ki se ukvarjajo z redkimi boleznimi in tudi zvezo društev. Društvo za zdravje srca in ožilja pa se ukvarja s tistimi redkimi boleznimi, ki prizadenejo tudi srce. Zato smo se že večkrat vklopili v te aktivnosti in 29. februar je svetovni dan redkih bolezni. To je, kar se tehničnih navodil tiče, mislim, kar vse. Povem tudi že zdaj, da po končanju konferenci v zelo kratkem času tudi izdali sporočilo za medije, tako da bomo za javnosti, tako da boste lahko tudi pisno dobili vse, kar bo danes povedano. Jaz sem Franc Zalar, podpredsednik društva in bom konferenco vodil. Moja dva sogovorca danes sta primarij Matija Cevc, naš predsednik, in pa iz klinike za žilne bolezni UKC Ljubljana, in pa dr. Matej Mlinarič iz pediatrične klinike. Osredotočili se bomo na dve redki bolezni, prvenstveno, in najprej bosta oba uvodničarja dobila besedo in potem bosta na voljo tudi za morebitna vprašanja ali mnenja. Tako, in zdaj primarij Matija Cevc, imaš besedo. Izvoli. Ja, najlepša hvala. Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Kot je že gospod Zalar omenil, 29. februar je dan redkih bolezni. Verjetno ni treba poudarjati, zakaj je glih 29. februar. Dejstvo pa je, da to obeležujemo že od leta 2008, se pravi že kar nekaj ponovitev tega ozaveščanja o redkih boleznih. Zakaj to? Zaradi tega, ker pravzaprav je temeljna težava redkih bolezni to, da so seveda redke in da zato nanje tudi redko pomislimo, ampak v principu pa te bolezni ne prizadenejo tako malo ljudi. Zdaj, kaj sploh je redka bolezen? To je tista bolezen, ki nastopi pri 1 do 5 oseb na 10 tisoč. Ampak, čeprav so te bolezni sicer redke, je pa teh bolezni zelo, zelo veliko. Po enih podatkih 8 tisoč, po enih podatkih 6 tisoč, ampak ocenjuje se, da bi pravzaprav okrog 5% svetovnega prebivalstva je na nek način prizadeto s temi redkimi boleznimi, ker znaša tam okrog 300 milijonov ljudi. Torej, redke bolezni niso tako redke. Drugo, kar je to, da približno 72% teh redkih bolezni ima genetsko ozadje. In seveda to se najpogosteje prepozna že pri otrocih. O tem bo mogoče nekaj več povedal moj sogovornik pozneje, ampak gre za to, da kljub vsemu pa 30% redkih bolezni pa prizadene odraslo populacijo. In tukaj pridemo do tistega prvega problema, da čeprav, kot sem rekel, so redke, nanje ne pomislimo in neredko oziroma večinoma se zgodi to, da to bolezen pravilno prepoznamo šele po 7 letih iskanja, kaj se pravzaprav z neko osebo dogaja. Tudi na področju srca in žilja je cela vrsta redkih bolezni. Jaz bi se, kot je že gospod Zalar rekel, usmeril samo na nepar, zlasti na amiloidozo, ampak ne smem iti tudi recimo mimo tako imenovane bolezni polčenega srca ali tako cubo.
ki nastopa pri 1 do 3 osebah na 10.000, ampak kar 2% vseh akutnih koronarnih dogodkov je posledica te bolezni. Potem imamo celo vrsto bolezni, ki se nanašajo na prevajanje v srcu in na motnje srčnega ritma, naprimer Brugada sindrom, aritmogena kardiomiopatija, sindrom kratke kuti dobe, dolge kuti dobe. Mogoče bi ob tej le to omenil, da eden od 6 primerov nenadne smrti, ko pri obdukciji ne najdejo neposrednega vzroka, je povzročen s sindromom dolge kuti dobe. Se pravi, da je to kar nevarna stvar. Pa dišena distrofija in vse podobne stvari. Omenil bi pa ob tem pravzaprav eno od dobrih novic, kar se teh redkih bolezni tiče. Načeloma velja, da za redke bolezni, ker so tako redke, tudi večinoma ni zdravil, čeprav so določeni ukrepi, ki preprečijo zlasti pri teh motnjah ritma, recimo nenadne smrti, če jih prepoznamo. Ampak pri eni od kardiomiopatij, pri tako imenovani transtirentinski amiloidozi, pa danes že imamo zdravila. In zaradi tega je to bolj pomembno, da mi bolnike, ki imajo amiloidozo, pravočasno prepoznamo. Pravzaprav nanjo pomislimo že, ko pri nekomu, pri katerem prihaja do srčnega popušča, do pešanja srčne mišice, z ultrazvokom vidimo relativno kar značilne spremembe v ultrazvoku srca. Dodatno si potem še z drugimi preiskavami pomagamo, da vidimo, da so pri tej obliki, tako imenovani kardialni amiloidozi, da se kopiči ta amiloid, to je nek razgradni produkt, neke transportne beljakovine, transtiretina, ki se imenuje, ki se začne pravzaprav pospešeno razpadati in se začne odlagati v srčni mišici in na ta način povzroči, da ta mišica ne deluje več tako, kot bi morala, postane toga in vse sort težav povzroči. Ampak to lahko danes že mi zdravimo z enim zelo dobrim zdravilom, ki ga k sreči tudi v Sloveniji že imamo. Tukaj tudi ločimo 2 skupini, eno so prav genetska, ki je navadno, je zelo redka. Pri nas trenutno mislim, da poznamo 4 ljudi, ki imajo to obliko, ampak druga, ki prizadene tudi starejše in zlasti ta kardialna, pa je seveda še zmeraj redko, ampak teh bolnikov je pa v Sloveniji prepoznanih, da je že skoraj 70. Se pravi, imamo kar nekaj ljudi, ki jih lahko zdravimo in s tem izboljšamo kvaliteto življenja, ne samo, da jim podaljšamo življenja, ampak tudi kvaliteto življenja in to je tisto, kar je pomembno. Morda ni odveč omeniti tudi to, da za to amiloidozo, na njo bi lahko pomislili pri tistih, ki imajo pravzaprav sindrom karpalnega kanala. In teh je pa zelo veliko. In če bi pri teh, če imajo na obeh stranih, malo pomislili, da kaj pa, če imajo pravzaprav to amiloidozo, bi lahko z dodatnimi diagnostičnimi preiskavami, kot je ultrazvok, razno slikovna slikanja, metode, to pravočasno prepoznali, začeli zdraviti in taki ljudje bi lahko pravzaprav brez večjih težav živeli relativno dolgo in kvalitetno. In zaradi tega je pravzaprav tak dan, kot je 29. februar, ko obeležujemo dan redkih bolezni, tako pomemben, da ljudi opozorimo, da so pozorni, da pomislijo, seveda ne samo neposredno ljudi, tudi mi, stroka mora to pomisliti in taka opozorilni dnevi so zato tako pomembni. In mislim, da lahko bistveno pripomorejo k temu, da bodo te bolniki pravočasno prepoznani in tam, kjer je možno, zdravljeni, ali pri tistih, ki imajo, kot sem prej omenil, številne možnosti motnje srčnega ritma, da dobijo ta prav čas ali defibrilatorje ali srčne spodbujalce, odvisno od tega, kakšna oblika bolezni imajo, in na ta način pravzaprav preprečimo številne nenadne smrti, ki jih te bolezni lahko povzročijo. Toliko z moje strani.
Pozdravljeni še z moje strani. Jaz sem v osnovi pediater, tako da se ukvarjam z otroci, kjer se ponavadi res prvo pomisli oziroma tudi ni nekih dodatnih dejavnikov, ki mogoče zamaskirajo neko klinično sliko teh redkih prirojenih boleznih in je mogoče malo lažje. S tem pa veliko pa nam tudi pomeni tale presejalno testiranje pred vstopom v šolo, ko poleg družinske hiperholesteremije, ki je sicer redka, ampak med genetskimi zopet ni več tako redka, saj se pojavlja na 1 na 250 ljudi, kjer zaradi že od rojstva povišanih vrednosti holesterola pride tudi do zgodnjejših srčno-žilnih zapletij. Gledamo z genetiko tudi na druge vzroke za motnje v vrednosti holesterola. Očitno imamo nekaj tehničnih problemov, opravičujemo se za to, poskušali bomo to rešiti. Aha, predsednik se ponovno povezuje. Malo počakali, ne? Če se bo pripel zraven. Ne vem, kaj je, jaz imam še vedno tule podatek, da so vsi prisotni, ampak na ekranu pa ne. Ne, zdaj pa prihajajo nazaj. Zdaj prihajajo nazaj. Počakajmo še malo. Ja. Ne vem, kaj je bilo, ampak... Škrat. Ukrajina. Ja. Ja. Ja, če se že. Ja, še enkrat se opravičujem za tole tehnično motnjo. Vrag je pač v tem, da nihče ne ve, kaj se je zgodilo, ampak bomo še počakali, ker počasi udeleženci prihajate nazaj. Zato nam dovolite še nekaj minut in se bo potem predsednik ponovno oglasil. Na srečo imamo predsednika že tukaj, torej tudi tehnika spoštuje predsednika. Ja, ne, sej tehnika spoštuje predsednika tako, da je on že končal. Ja. Evo, Ja, še enkrat, zdaj smo pa vsi nazaj, kot kaže. Opravičujem se za to tehnično napako, resnično se mi na društvu ne spoznamo, kaj se je zgodilo. Zdaj jaz še vseeno predlagam predsednik, ker ne vem, kdaj se je to točno zgodilo, da ti zelo kratko ponoviš to, kar si proti koncu povedal, potem bomo šli pa na... Doktor Mlinarič je tukaj. Dobro, predsednik, par minut, no. Poglej, mislim, da jaz sem šel skozi, ampak vse bom povedal samo to, da jasno, tudi na področju srčno-žilnih bolezni je teh redkih bolezni kar nekaj. Ene so take, ki povzročajo miokardiopatije, druge povzročajo prevodne motnje ali motnje srčnega ritma. In če mi te bolezni pravočasno prepoznamo, lahko po eni strani preprečimo z ustreznim ukrepanjem nenadne smrti. Pri teh miokardiopatijah pa lahko preprečimo napredovanje bolezni v srčno popuščanje in vse tiste tegobe, ki jih taka bolezen povzroča. In kot sem že prej omenil, tipična taka bolezen je tudi transtiratinska amiloidna kardiomiopatija, ki predstavlja kopičenje amiloida v srčni mišici, zaradi česar je ta mišica prizadeta, postane srce bolj togo, pride do srčnega popuščanja z vsemi težavami. In to bolezen mi danes znamo že zdraviti, ker imamo pravzaprav zdravilo proti tem kopičenju amiloida
transtiretins, tafamidis se imenuje, in na ta način lahko mi ljudem s to boleznijo zelo pomagamo. Trenutno v Sloveniji bolnikov z kardiomiopatijo amiloidno je okrog 70 poznanih, 4 so pa taki, ki imajo genetsko okvaro, ta je precej redka, no, ampak tudi te prepoznamo zdaj in jih lahko zelo učinkovito zdravimo. To je povzetek tistega, kar sem prej povedal. Predsednik, hvala lepa in še enkrat seveda opravičilo. Jaz upam, da naprej bo vse teklo in besedo dajem doktorju Mataju Mlinariču iz pediatrične klinike UKC Ljubljana. Izvolite. Mikrofon, doktor Mlinarič. Ja. Jaz bom pa vam potem predstavil zdaj tole eno bolezen. Smo že tukaj, ne? Lahko? Okay. Ja, izvolite. Ki se imenuje pomanjkanje kisle lizosomske lipaze. Tudi ta bolezen sodi med redke. V svetovni viri navajajo, da se pojavlja nekje 1 na 40 tisoč oziroma do 1 na 300 tisoč ljudi, kar bi po izračunih na hitro pomenilo, da nekje 7 do 50 ljudi bi moralo to motnjo imeti v Sloveniji. Zdaj, kaj je težava? Tukaj pride tudi do kopičenja in nezdravljena bolezen vodi potem do ciroze jeter in tudi zaradi visokih vrednosti holesterolov, predvsem LDL holesterola, pride tudi do ateroskleroze napredujoče ter s tem do posledično prezgodnje smrti. Obstaja pa tudi hitro napredujoča oblika, kjer je encimska aktivnost skoraj nična in se pojavlja nekje na 1 na 35 tisoč ljudi. Nekoč se imenuje to Volmanova bolezen, se pa smrt lahko že pojavi tudi v prvem letu starosti. Motnja je genetska, gre se za mutacije v genu LIPA. Zdaj, da se izrazi klinična slika, mora otrok oziroma oseba podedovati po obeh starših spremembo ali pa da se seveda pojavi na novo, pomembno pa je res, da sta 2 spremembi na 2 genih prisotni in s tem je posledica, da je zmanjšana ta aktivnost encima kisle lizosomske lipaze in to vodi potem do kopičenja holesterolnih estrov v makrofagih, hepatocitih, to se kaže predvsem kopičenje v jetrih, zato so tudi jetra povečana in ob napredovanju se potem pojavlja steatoza, fibroza, ciroza, vse tudi do odpovedi jeter lahko. Zdaj, ene izmed kazalcev jetrne prizadetosti pa so potem povišani jetrni encimi, kot so AST, ALT. Zdaj, zaradi kopičenja so tudi prizadeta vranica in je tudi lahko zaradi tega povečana. Potem, ker pa, kot sem rekel, so povišene vrednosti tudi holesterolov, predvsem LDL holesterola, znižan HDL holesterol, pa se to lahko kaže tudi kot povečano tveganje za srčno-žilne bolezni. Prizadeta pa je tudi zaradi kopičenja lahko nadledvična žleza in to povzroči potem slabšo odzivnost ob okužbah. Zdaj, pri otrocih, pa predvsem pri teh, ki imajo to hitro napredujočo obliko, pa se to kaže lahko tudi zaradi narave bolezni, kot bruhanje, driske, nenapredovanje na teži, splošno neko slabše počutje. Zdaj, na pediatrični kliniki trenutno vodimo 4 paciente za to nehitro napredujočo obliko. Zdaj, zdravljenje je predvsem simptomatsko, da se zmanjša komplikacije zaradi jetrne bolezni, srčno-žilne bolezni. Obstaja pa seveda tudi ciljana terapija z rekombinantnim encimom kisle lizosomske lipaze, ki se imenuje seblipaza alfa, je že nekaj let na tržišču, tudi pri enem pacientu jo dajemo, je pa tako, da je zaenkrat samo potrebno izpolniti neke določene indikacije, kar pomeni, da ali je ta zelo hitro napredujoča bolezen ali pa je tudi hitrejši potek te mogoče malo kasnejše bolezni. Zdaj, to encimsko zdravljenje se je predvsem pri tej hitro napredujoči bolezni pokazalo kot dokaj uspešno. Zdaj recimo
en primer deklice v Angliji, ki bi verjetno umrla že pred 1. letom starosti, je že stara 8 let, tudi nekaj več takih primerov že imajo tam, kjer se tam tudi pogostejša, pa tudi večja populacija. Zdaj, kot sem že prej omenil, nekje 7 do 50 oseb bi to bolezen v Sloveniji nekje moralo imeti, tako da v Sloveniji je sigurno še poddiagnosticirana in je res potrebno pomisliti ob tem, če ima nekdo povišane vrednosti jetrnih encimov in hkrati neko motnjo da ima povišane vrednosti LDL holesterola, da lahko gre tudi mogoče za to bolezen. Seveda tudi ob tem, še posebej ob tem, če mogoče nima nekih drugih pridruženih razlogov, zakaj bi prišlo do tega, recimo debelosti, nealkoholne zamaščenosti jeter, družinske hiperholesteremije recimo. Zdaj, ta poznejša oblika se pojavlja nekje pri 5 letih oziroma se ponovadi začnejo bolj izražati znaki in to lahko v resnici tudi izkoriščamo potem to našo presejalno testiranje v predšolskem obdobju, ko se pogleda vrednosti celokupnega holesterola ob sistematskem pregledu in so potem otroci napoteni k nam, če imajo seveda povišane vrednosti holesterola, mi potem na kliniki potem razširimo še dodatno določimo potem vrednosti holesterola in seveda tudi jetrnih encimov in opravimo potem dodatno genetsko diagnostiko tudi za pomanjkanje kisle lizosomske lipaze ter seveda tudi na druge dislipidemije, ki bi se lahko kazale z motnjami v holesterolu oziroma tudi v motnjo v povišanih vrednostih trigliceridov. To bi bilo na kratko z moje strani. Hvala lepa, dr. Mlinarič, hvala lepa obema. Zdaj je tako, če želite, lahko postavite vprašanje v chat, napišete, bomo odgovorili, sicer pa mirno dvignite roko, priklopite kamero, vprašajte v živo. Naš glavni namen je bil, da seveda najprej povemo o teh redkih boleznih. Če sem jaz prav preračunal to, kar je predsednik govoril, to pomeni za Slovenijo, da je 100.000 ljudi potencialno ogroženih zaradi redkih bolezni, kar je velika številka. Res pa je, da ko pove, da je 6.000 ali celo 8.000 redkih bolezni, to pomeni, da ni heroja na svetu, ki bi vse znal našteti, kaj šele, da bi poznal simptome pa načina zdravljenja, ampak za nas je pomembno, da javnosti predstavimo, da to obstoja, da ni to tako malo in da je seveda potrebno, da iščemo simptome, da pomislimo na to, da je kaj narobe in kar je še pomembnejše, da tudi javnosti sporočimo, da slovenska medicina zna zdraviti in je zelo na nivoju evropske medicine, torej lahko pomaga toliko, kot lahko pomaga Evropa. To je za nas pomembno sporočilo ob 29. februarju. Bomo pa zelo verjetno vsako leto kakšno dodajali, kakšno redko bolezen, ko jo bodo strokovnjaki bolje raziskali, bolj vedeli, kakšni so problemi in s tem upamo pomagali našim ljudem. Ok. Lahko jaz samo nekaj vprašam, gospod dr. Mlinariča. Namreč, mi imamo srečo pravzaprav, da imamo v Sloveniji strašno ambiciozno ekipo na pediatrični kliniki, kar se genetike tiče. In če se ne motim, se zdaj, ne vem, a je že uveden, ali bo nek presejalni genetski program za otroke, s katerim se bo verjetno že relativno zgodaj marsikatero to bolezen odkril in ko bo čas in če bo čas, če bomo našli tudi ta zdravila, to so tako imenovana orphan drugs, da bomo lahko tem otrokom pomagali. Kot sem prej rekel, 72% vseh redkih bolezni je genetskih in seveda vseh 6.000 genov teh ne moremo
ne moramo narediti. Ampak, če se ne motim, na pediatriji imamo že nek program. Zdaj, plani so bili, sicer ni še upeljan, zdaj, kot sem rekel, pri tem presejalnem testiranju za družinsko hiperholesteromijo se gleda tudi genetsko, potem za nekje 28 dodatnih pač genov, ki so povezani tudi z motnjami v holesterolu. Zdaj, gleda se pri novorojenčkih za trenutno 18 prirojenih bolezni presnove, ki je pa zdaj trenutno v razširjanju, se bo razširil tudi na kongenitalno adrenalno hiperplazijo, cistično fibrozo, spinalno mišično atrofijo ter prirojene motnje imunosti kmalu in bo tudi že to dodatno. Zdaj, genetsko je pa še vedno nekoliko v povojih, vseeno so določene tudi težave, tudi določene varovanje podatkov, ki jih je seveda treba upoštevati. Tako da mogoče bo kdaj, ampak zaenkrat še ni. Seveda pa, če sumimo na kakšno bolezen, se potem tudi pogovorimo s starši in tudi genetsko, potem se poišče razlog oziroma se opredeli tudi pri kakšnih teh kardiomiopatijah, pa to recimo, ki so v obravnavi, se potem tudi genetika naredi, da se poišče razlog. Ja, hvala. Zdaj, jaz verjamem, ker so bolezni redke, so tudi vprašanja redka, ker je precej neznank, ampak upam, da nismo preveč prestrašili. Dobili smo pa eno vprašanje, ki bi dalo misliti, da se česa bojimo, ne? Ali transtiretin tudi pri zdravih ljudeh razpada in se odlaga v srcu? Je nas nekdo vprašal. No, seveda, samo gre za to, da je to v kontroliranem območju. Zmeri vse beljakovine, ki jih producira telo, tudi razpadajo. Samo kadar je pa to nesorazmerno visoko in se začne kopičiti, potem pa nastopi težava. Na nek način amiloidoza je tipična taka bolezen, da bolj ko se staramo, večja je verjetnost, da bo tudi prišlo do kopičenja zaradi časovne komponente, ne? Ampak drugače, da bi pa do bolezni pripeljali, ja, pri 90 letih bomo imeli vsi nekaj transtiretina tudi v srčni mišici, pa tudi drugod. To pač je v naravi tako. Tako kot po eni strani organi postopoma pešajo, se tudi po drugi strani te degenerativne spremembe dogajajo. Ja, hvala. Zdaj, predsednik oziroma dr. Mlinarič, tule je še eno vprašanje v chatu. Mene pa zanima redka bolezen IPF, idiopatska pljučna fibroza, katero imam diagnosticirano od leta 17 in sem redno pregledan na bolniku. Lani smo pa zamenjali še aortno zaklopko in moje vprašanje je, če je to povezano. Bi lahko kdo odgovoril? Ne, tega pa ne znam odgovoriti. Zdaj, teoretično, zdaj precej na pamet govorim, bi lahko bila kakšna povezava, ampak nisem pa toliko doma v tem, da bi to lahko odgovoril. Ampak glede na to, da se... Ja, izvoli. Tudi jaz nisem toliko domač v tem, pa tudi se strinjam, da verjetno, pa mehanistično bi verjetno lahko obstajala neka povezava. Ja, patofiziološko, ne, ampak drugače pa, sej na Golniku so itak mojstri za te zadeve, tako da sem prepričan, oni tudi sodelujo pri drugih zadevah, tudi sodelujo s kardiologi, s temi, ki se s temi stvarmi ukvarjajo, tako da jaz mislim, da je ta kdorkoli že v varnih rokah. Ja, zdaj mi bi lahko najbrž obljubili gospodu Stankotu, če nam bo poslal na Društvo za srce svoje kontaktne podatke, da bomo pridobili pri verodostojnih oziroma strokovnjakih mnenje in mu ga posredovali. To lahko naredimo.
Zdaj v chatu je seveda še tole mnenje gospoda Černeliča o trenutni redki bolezni v politiki. Tukaj najbrž ni kaj za dodati. Bojim se, da ni redka. No, saj to sem hotel reči. Nisem prepričan, ker je prej predsednik definicijo redkih bolezni povedal. Ne. Ja. In je treba uporabljati matematiko pri tem, da lahko rečemo, da bolezen je redka. No, to je malo za šalo. Imam še eno vprašanje. Torej smo se le malo sprostili. Ali je ultrazvočna preiskava na voljo šele ob znakih amiloidoze? Ne, seveda Ali ne. pa je tudi presejalna? Poglejte, teoretično je ultrazvok presejalen za marsikatero srčno bolezen. Problem pa nastopi, ker je to relativno zamudna preiskava in nekoliko v zadnjem obdobju tudi težje dostopna. Zaradi tega zmeraj iščemo tudi za vsako preiskavo mora biti indikacija. Se pravi, mora biti nek razlog, zakaj neko preiskavo delaš. Ne delamo preiskav kar tako za vsak slučaj. Tudi ni dobro, če jih delamo kar za vsak slučaj, ker tipično, na primer, pri laboratoriju je, da če ti narediš nek presejalni spekter preiskav, če jih bo zelo veliko, ni vraba, da bo ena med njimi izstopala iz referenčnega območja. Ampak to ne pomeni, da je ta človek bolan. To pomeni samo, da je pri njemu neka preiskava izven povprečja, plus ena minus standardna deviacija. Skratka, tisto, kar hočem poudariti, je to, da ultrazvok je zelo poveden, žal ga ne moremo vsem narediti, ki bi si to želeli, ker enostavno ni dovolj preiskovalcev. Ultrazvočna preiskava traja tam približno pol ure, z vsemi pa še reševanje, tako da je še več. Ne prideš skozi. Zaradi tega, kadar je indikacija, na primer, da hočemo razkriti, zakaj je prišlo do srčnega popuščanja, takrat pa nedvomno je to na mestu, pa še tudi pri drugih razlogih. No, ampak da je pa kar tako za transtiratinsko amiloidozo, ki je redka bolezen, vsem delali ultrazvok, ne prideš skozi. Hvala lepa. Ne vidim več nobenega vprašanja v chatu. Imamo še zdaj kontakt za gospoda Stanko tam. Ja, gospod Stanko mi je Bomo pa preverili. posredoval svoj naslov elektronski in mu bomo potem, ko bomo preverili tole, tudi odgovorili. Ja. Ja. Torej, hvala lepa za tole. Sprašujem, če je še kakšno vprašanje. Ni? Potem lahko zaključimo v tem smislu, da bomo na društvu zelo kmalu, samo še čistopisno naredimo, razposlali izjavo za javnosti, ki povzema to, kar smo danes slišali ob dnevu redkih bolezni. In torej, hvala za vsem, ki ste nas poslušali in ki boste širili to zavedanje o redkih boleznih in ki boste seveda posredno pomagali marsikomu, ki se bo žal v življenju srečal tudi s temi redkimi boleznimi. Posebej hvala pa obema govorcema, ki sta pomagala razkriti nekaj tančic skrivnosti okrog redkih bolezni. Hvala in lep pozdrav. Nasvidenje.